Današnji prispevek o kulturi so pripravili v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Alma Karlin, poliglotka, svetovna popotnica in pisateljica, se je rodila leta 1889 v Celju z manjšo okvaro oči in hromo levo stranjo telesa. Oče, upokojeni major avstrijske vojske, jo je vzgajal kot dečka, mati se je njenin telesni hip sramovala. Alma se doma ni dobro počutila in je komaj čakala, da bo lahko odšla. Ko je pri 18 letih opravila državni izpit iz nemščine, francoščine in angleščine, jo je pot najprej vodila v London, kjer je ob delu z odliko opravila izpite iz 8 tujih jezikov. Februarja leta 1919 se je z enim kovčkom in pisalnim strojem v Trstu vkrcala na ladjo za Južno Ameriko in tako se je začelo njeno 8-letno popotovanje, med katerim se je preživljala s pisanjem in poučevanjem. Iz Peruja jo je pot vodila čez Srednjo in Severno Ameriko, na Japonsko, Korejo, Kitajsko, Avstralijo in Novo Zelandijo, pa tudi Tihomorska otočja, kjer je živela med domačini kot Robinsonka. Tam ji je zmanjkalo denarja, zbolela je za malarijo in preživela je celo srečanje z ljudožerci. Potovala je po jugovzhodni Aziji in prispela v Indijo, nato pa se je na prošnjo umirajoče matere vrnila domov. Decembra 1927 je v domače Celje prišla utrujena s kovčkoma, pisalnim strojem in 2 kopijama v rokah. Vendar kot svetovljanka. Že danes bi bil to velik podvig, takrat pa je bil to čas, kot sama zapiše, ko so lahko žensko razglasili za duševno bolno, jo oropali vseh državljanskih pravic in jo izključili iz družbe, če je bila nagnjena k nenavadnemu obnašanju, branju, pisanju, zavračanju zakona, potovanju. Po vrnitvi je pisala in imela odmevna predavanja doma in v tujini. Ker je pisala v nemščini, je slovenska javnost in literarna stroka dolgo nista priznala za svojo, čeprav je napisala 22 knjig. Največji uspeh je dosegla s potopisno knjigo Samotno popotovanje. To ni klasičen potopis, takole zapiše avtorica v predgovoru. Ker bi bilo povsem nemogoče v eni sami knjigi zajeti 8-letno študijsko potovanje z vsemi številnimi izleti na področju botanike, vraževerja, ljudskega življenja, umetnosti in tako dalje, sem se po dolgem premisleku odločila, da poudarim le osebne izkušnje. Težave, s katerimi sem se morala, predvsem kot ženska, ki potuje sama, spoprijemati, način, kako sem si vedno znova zaslužila denar za potovanje in si ga nisem priberačila kot mnogi drugi tako imenovani svetovni popotniki. Svoje najpomembnejše izkušnje in pustolovščine in nenazadnje vpliv vsake posamezne dežele na moje najgloblje občutenje. Od vsega, s čimer sem takrat odpotovala iz domovine, sem po neštetih trpljenjih in nevarnostih ob svojem povratku leta 1928 prinesla nazaj le sebe in svoj pisalni stroj, oba v zelo slabem stanju. S takšnimi pustolovščinami in boji sva se morali spoprijemati, naj prebere potrpežljivi bralec. In še kratek odlomek z Japonske, ki jo je Alma oboževala tako, da je tam ostala kar celo leto. Kjoto je staro mesto kraljev, Jedo, današnji Tokio, so zgradili šoguni. Tiho mestece z notranjim vencem starih, upognjenih, temnozelenih borov in zunanjim vencem modro lesketajočih se hribov obdarja čar Mikada. Na koncu zaspanih ulic stojijo zaspani templji, nad vsem tem pa kakor varovalni razkošni plašč leži nedotaknjenost davnih časov. Nedaleč od Kjota je Uji, kjer mladi fantje in dekleta v mesecu juniju lovijo kresničke in naklonjenost drug drugega. Tukaj počiva, izgubljen sredi zelenja, najlepši tempelj iz obdobja rodbine Fujiware.
V tem za Japonsko srečnem času so ženske uživale visoko spoštovanje in svobodo, moški so se oblačili v razkošne ženstvene noše, blaženost so dosegli z neštetokrat ponovljenim vzklikom Amida Buda, življenje pa je minevalo z nežnimi zamahi pahljače. Stene so prekrite s prastarimi freskami, v poltemi pa stojijo v kamenu klesane deve ali angeli mehkih linij. Streha templja tvori s sosednjimi stavbami podobo feniksa z iztegnjenimi perutmi, nad vsem tem pa leži kakor prašni zlati plašč celotni čar srednjega veka.